pozdravljeni, iskrena dobrodošlica vsem, ki ste se tukaj zdaj zbrali. Mi imamo že eno tradicijo, vsako leto se na tak dan tukaj dobimo, kjer pripravimo razstave. Mislim, da je to že 17. Če mi je prav gospa Boženka rekla. Posebej pozdravljam tukaj med nami avtorici razstave, to sta gospa Miranda in pa gospa tukaj, Milenka. Lepo. Prisrčen pozdrav tudi ti, a je tukaj Tija, Miranda? Torej, hvala, ker ste se odzvali vabilu. Tako da, taki dogodki nas razveseljujejo, nam dajo veselje, nam dvigajo moč, nas navdušujejo in upajmo, da bomo s to tradicijo nadaljevali. Saj človek ne živi samo od kruha, od hrane, ampak nam je lepo takrat, ko delamo dobro, ko se družimo s pravimi ljudmi, ko uresničujemo stvari, ki pripomorejo k boljšemu življenju in lepšemu in ko ustvarjamo. Tudi naši gosti bi gotovo rekli, da je njun talent darovan in je zato njuna dolžnost, da del tega, kar sta ustvarili, prikažeta tudi nam. Zato jima gre zahvala, saj sta prinesli med nas ne le svoj talent, svoja dela, ampak tudi svoje srce in sta tako obogatili naš življenjski mozaik. Umetniki ne le ustvarijo, kar vidijo, ampak skozi različne motive izrazijo sebe, svoje razmišljanje, doživljanje in občutenje. In tako so nosilci tudi vizij, iluzij, idej. Vsaka od njiju neguje svoj izviren način in tako imamo priložnost videti njuno ustvarjanje, ki je preplet različnih nazorov in tehnik izražanja. In kaj pravita sami o sebi? Vsakdo gradi svoj svet. Včasih vanj seje ljubezen, radost in jasnino, drugič bolečino, jezo, žalost, strah, zamero. In vztrajno jih gojimo, a glej, kot bi bil krog zaklet, se vedno tak nam kaže, kakršen misli je ved. Lepo. Miranda je že kot majhna deklica zelo rada risala in to počne z veliko radostjo tudi danes. Še več, ta njena želja po ustvarjanju je prerasla v potrebo in tako ustvarja čudovite slike, pa tudi izdelke iz drugih materialov, keramika, na primer, in tudi drugo. Svoje znanje in izkušnje na področju likovne umetnosti, ki jih je pridobivala že od malih nog, posreduje otrokom v vrtcu in kot mentorica tudi nečakini Tiji. Ja, še marsikaj bi se dalo povedati. Sama je poklic vzgojiteljice, prav tako ta pravi za ustvarjanje, za otroke in lepo je, da res to nadaljuje in kot je tudi sama rekla, da je prav obdobje, tam nekje okrog 50-ih, bil tudi nek preobrat za njo, da je takrat si rekla, zdaj bom pa še kaj več naredila in je začela, in zdaj vidimo, te njene umetnine res nekaj lepega. Tako da, ja, eno rožico sem se služi, čestitke. In še več kot rožico, ja. No, gospa Milenka
je tudi prvačkovka, ne? Ali prvačkica, ne vem, prvačkica na vrenče. Jaz sem še dobila na Gostatus. Si kukaljčeva. Torej, tudi da gospa ima zlate roke, s katerimi ustvarja in ustvarja. Ta dar ustvarjanja in znanje je Milenka prijela od svojih prednikov, že biznone, none, mame, sama pa je to še nadgradila in zato res lahko iskreno čestitamo. Vsi njeni izdelki so tukaj na mizah. Gospa Miranda ima slike in pa keramiko tukaj zadaj, ja. Tija razstavljata v prvem prostoru, torej nečakinja. Vse ostalo je pa gospe Milenke, zelo pridna ženska, smo slišali, tako da jaz bom zdaj vam iskreno čestitala in obema želimo še veliko ustvarjalnega elana, tako da ja, smo zelo veseli, da sta se odzvali, tako da rade volje. To je bolj. Jaz bi, ker je danes tudi nedelja Karitas, se hkrati tudi zahvalila, res zahvalila vsem, ki mi pomagate in vsem, ki delate dobro, tudi če jaz tega ne vem. Zahvaljujem se tudi našemu gospodu, ki nas podpira, Boštjanu, in mogoče še on reče kakšno besedico. Veseljem, ja. Tam naredila Karitas, za skupino Karitas. Tako, res, tudi tam bi se rad zahvalil, ker tako vestno in to tako lepo pripravljate prav na začetku adventa te prostori zaživijo. Še posebej zdaj, ko v bistvu imamo manj namembnosti, jim daste dušo. Tako da pokloni. Še posebej pokloni tudi našima dvema, tukaj, ki sta nam prečarala, da sploh lahko nekaj napolnimo. Zdaj, umetnost je stičišče duha in materialnega telesa in duše, če hočemo. In kot taka v bistvu je prostor izražanja. Meni na žalost, ko sem to poskušal, kdaj, mi nikakor ni uspelo. Zato pa še toliko bolj z veseljem opazujem in se navdihujem ob vaši veliki ustvarjenju. Tako da pogumno naprej. Hvala lepa. Jaz bi še dodala tle, da z Milenko imamo skupne prednike, tako da je vse v eni šlahti. Pobereš me, postaviš na vrh gore, pobereš me, z menoj greš čez vodi, mi daš moči.